živimo v nekem času, kjer je vendarle že v veliki meri med ljudmi dojeto spoznanje, zakaj vlada počne, kar počne. Govorim z vidika varčevanja in vseh ostalih ukrepov. Ljudje vedo, da je to hudo in hkrati pričakujejo te vlade tudi ukrepe. Zlasti ukrepe na področju finančnega in gospodarskega kriminala. Mislim, da je to spoznanje popolnoma jasno. Kot drugo kaže reči mogoče naslednje. Jaz vidim to situacijo na relaciji od policije, kriminalistične preko tožilstva do sodstva kot eno verigo. In če ta veriga poči na katerikoli strani, na katerikoli stopni, je seveda neuspeh tukaj za vse nas. Zato menim, da je temeljna naloga vlade v tem trenutku, in to tudi počne v skladu s koalicijsko pogodbo, da vse te 3 člene, o katerih sem govoril, okrepi. Zdaj v tistih delih, kjer govorimo o finančno-gospodarskem kriminalu. Pojdimo na 1. člen, policija. Mi spreminjamo policijsko zakonodajo, veliko težav še verjetno bo, a cilj je samo eden. Učinkovitejše, hitrejše in boljše delo. Vse ostalo bom sam mogel prevzeti na svoja pleča, ko bodo kakšni opozicijski učitki in tako naprej. Med drugim krepimo tudi nacionalni preiskovalni urad. Tožilstvo. Tudi tukaj zakonodajo spreminjamo, spet z enim samim ciljem. Povečati vlogo vodij tožilstev in jih narediti bolj učinkovite. Tretje je seveda sodstvo, ker je že koalicijski sil ta, kar je dr. Zver povedal, 6+3+3. Pomeni, da pridemo na cilj v roku 1 leta. Ta del zakonodaje pač pripravlja dr. Pličanič. Kar se tiče podpore, jaz bom rekel takole. Jaz bi, odnosno z veseljem bom podprl dr. Zvera, mislim, da sem bil eden prvih, ki je tako preden smo se uradno o tem pogovarjali, rekel, Milan, to moraš. Ampak z veseljem ga podpiram tudi z enega druga vidika. In verjamem, da mora prihajati z Erjavčeve eden, sam in enoten glas. Eno samo in enotno sporočilo v vseh primerih, ki se nanašajo na policijo, tožilstvo in sodstvo. Ne pa, da smo bili priča različnim sporočilom. Če so bili osumljenci blizu predsedniku, je bilo slišati, nič ni kriv nihče, dokler ni obsojen. Torej je nedolžen, dokler ni obsojen. Imeli pa smo situacije, ko smo slišali tudi kako drugačno sporočilo, recimo 1. septembra leta 1988. Pravna država mora opraviti svoje delo. To so dvojna merila. Jaz vem in verjamem, da boš, bom rekel, pošiljal iz predsedniške palače vsem tem 3 organom, ki so izjemnega pomena za delovanje države, enotna, enaka in pravična sporočila do vseh. Zato moja podpora. Hvala.